Nedolžni otroški obrazi za titovkami pod taktirko odraslih. A to ni leto 45, temveč 2013. Sedaj so starši vznemirjeni, ker je bila učiteljica v šoli z leseno puško, rutico in pokrivalom na nekdanji dan nekdanje republike. Ker so se postavljali vprašanja otrok, je pač učiteljica jim povedala, kaj se je takrat 29. novembra dogajalo. Pokazala je dala, res je dala na glavo kapo in pač rutico in jim je pač samo povedala, kaj je bil to za en praznik. Velikogabrški položaj navzven ni kočljiv. 5 krake zvezde so samo na evropski zastavi, a mati enega izmed otrok je ogorčena. Tako tokrat kot poprej, ob projektu Pionirčki, ko so otroci spoznali življenje svojih staršev. Mislim, da je pač ta mama, tako kot je tudi napisala, pač povedala svoje mnenje, da se s tem ne strinja, ampak pač projekt se je peljal naprej. Zgodovinska dejstva se po slovenskih krajih ne merijo z enakimi vatli. Predvsem tisti čustveni za pokojnimi igrajo veliko vlogo in tukaj v Velikem Gabru imajo veliko razlogov za tak čustveni naboj. Pojav zvezde in komunizma pa med prebivalci vendarle ne odmeva, kot si kdo misli. Nič nismo slišali. Na računalniku, a drugače pa ne. Zdaj le slišim. Se pa odpira vprašanje, kak zgodovinski križ bomo naložili otrokom? Koliko plati druge svetovne vojne naj spoznajo? Vse pa naj pa sami premislijo, kako bi bilo boljše. Obe. Da se ve vse. Samo ta prave, ne tisto, kar en natovcuje dum, ne, oni so bili taki, te so bili taki, vsi so bili vsi krvav, ne. Enim so nonota ustrelili kot tavca, drugim brate z vezanimi rokami v hrbet. Kaj bodo otroci spoznali v življenju, je najprej in najbolj odvisno od družine. Zvezda pa v slovenski šoli vzhaja bolj poredko.